Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Jaz sem se odpravil malo na teren in nadaljujem z igračkanjem z Garminom. Danes je sicer tako bolj oblačno vreme, ampak je prijetnih 13 stopinj Celzija, primerno že za kratke hlače. Zdaj sem imel 2 dni počitka, danes bom pa sprobal Strava odseke, opomnik za pitje in pa še malo navigacijo. Za nobeno od teh funkcij ne vem točno, kako deluje. Jaz sem se naročil na Stravo, ker samo naročniki imajo možnost, da imajo povezane odseke z Garminom. Zdaj pa ne vem, ali moraš imeti tiste odseke posebej označene ali ni treba. Spodaj na mostu čez Sočo mi je pokazalo odsek Števerjan, ampak jaz nisem zavil proti Števerjanu. Sem šel v klanec proti Bukovju, tam mi pa odseka ni prikazalo. Jaz sem si v Stravi označil 4 odseke z zvezdico, sam pa ne vem na pamet, a je Števerjan eden od njih ali ne. Preveriti moram tudi, če lahko posamezne odseke označim z zvezdico, kar med vožnjo na števcu. Kar sem uspel z lahkoto pogruntati, je opomnik za pitje. Tam sem si nastavil, naj me opominja, kdaj moram piti vodo, in na števcu se lepo pokaže bidonček in napis naj pijem. Jaz sem do zdaj prakticiral tako, da sem pil iz bidona vsakih 5 km. Zdaj s tem opomnikom imam pa eno skrb manj. To je pametni opomnik, zato ker napiše, kdaj moraš piti in koliko moraš piti. Predvidevam, da upošteva tudi podatke iz senzorjev in pa vreme. Moram pa še povedati, da imam jaz počasi dovolj te zime in bi bil čas, da pride pomlad. Tako 13 stopinj v drugi polovici marca mi ni prav nič okej. Ponavadi tak čas sem že v kratkih rokavih. Ampak okej, ni važno. Jaz bom zdaj šel na vzpon Valerišče, za katerega 100% vem, da sem ga označil z zvezdico. Pa me zanima, če bo števc kakorkoli odreagiral. Super! Odseki z zvezdico 100% delajo. Z motivacijo Garmina sem pa celo dosegel osebni rekord na tem vzponu. Na števcu sem tudi videl, da sem tekmoval z nekim Dimitrijem in da je najboljši Alessandro opravil s tem vzponom 2-krat hitreje kot jaz. Zdaj tle v Števerjanu sem si pa še nastavil navigacijo, naj me pelje v Solkan, pa bom videl, kako se obnaša. Moja izkušnja z navigacijo do zdaj je bila pozitivna, če sem se držal prave poti. Če sem pa pot zgrešil, pa Garmin ni znal preračunati drugega, kakor to naj polkrožno obrnem in se vrnem nazaj do tam, kjer sem falil. Kakorkoli sem poskušal, Garmin ni znal najti neke prave alternative na moji poti do cilja, razen tega, da me vrača nazaj polkrožno. No, zdaj tle v Gorici me usmerja na Cankarjevo ulico. Jaz bom šel pa po Prvomajski, zato ker je manj prometna in manj zaparkirana. Pa me zanima, če bo števc najdel alternativo. To je pa pohvalno. Do prvega krožišča mi je težil, naj polkrožno obrnem. No, potem je pa preračunal novo pot in zdaj me usmerja pravilno po Prvomajski. Tega nisem pričakoval. Ko sem navigiral po načrteni progi, oziroma ko sem imel navigacijo na točen naslov s hišno številko, se ni mogel izviti iz tistega polkrožnega obračanja. Danes, ko imam navigacijo samo na kraj Solkan, je pa zgleda okej. Saj tle doma to ni problem, samo če bom kje kolesaril v tujini, ko ne poznaš in bi se rad iz kakšnih hribov vrnil nazaj do apartmaja, je pa fajn, če veš, kako dela navigacija. Ben, super, pol pa še ne bom zaključil tega videa, ampak naredim jutri še en giro, pa še malo stestiram to.
Ja, tako kot sem rekel, bom izkoristil še en dan. Danes je celo malo bolj toplo, 16 stopinj Celzija, ampak piha pa močen jugo. Že prejšnji teden, ko je bilo še sončno vreme, sem o Garminu razmišljal tako. Kljub temu, da sem še prejšnji mesec spraševal, zakaj ne bi si jaz kupil tak števec, moram povedati, da sem zelo zadovoljen z izdelkom. In čeprav sem rekel, da ne rabim neke motivacije, lahko povem, da mi je Garmin dal nek dodatni zagon, tako da sem se na hitro spravil na ene 3 klance, kamor se sicer v nekem doglednem času ne bi. In to še brez vsega tega navdušenja in poznavanja novih funkcij. Danes nisem niti na volji, da bi neki testiral števec in njegove funkcije, tako da sem se odpravil na eno prijetno, lahkotno vožnjo. Če se bo pokazalo kaj po poti, bom že sprobal, če ne pa tudi ok. A ja, moram pa povedati, včeraj, ko sem se vrnil domov, sem čakal na rdeči luči in se je sprožil tisti alarm, kakor da bi padel. Telefon je tolil, kakor da gre rešilec od zadaj, in ko sem pogledal, je odštevalo 30 sekund, da bi poslalo moji ženi message, da se mi je nekaj zgodilo. Jaz sem tisto potem prekinil, da jo ne bi vznemiril, ampak se mi zdi čudno, da se je alarm sprožil kar tako, ko sem bil v primeru na semaforju. Na internetu sem potem videl, da so tudi drugi uporabniki imeli take težave. Nekateri so alarm zaradi tega celo izklopili, ker jih je preveč motilo. Meni se je to zgodilo prvič, tako da bom spremljal naprej pa videl, kako se bo ta alarm obnašal. Je pa zdaj v zadnjih 2 dneh kar naenkrat cvetelo vse sadno drevje. Ne le sadno drevje, tudi grmovja, akacije, vse cveti. Čeprav se bo temperatura spet spustila, v prihajajočih dneh ne bo šlo čez 12 stopinj Celzija, ampak se nadejam, da bo konec marca kar naenkrat posijalo spet sonce in da bo res tista prava pomlad. Na hitro lahko tudi pokažem, kako sem si uredil zaslone na Garminu. Na prvem zaslonu imam trenutno temperaturo, čas sončnega vzhoda in čas sončnega zahoda. Na drugem zaslončku, ki ga tudi največ uporabljam, imam tiste osnovne podatke: razdalja, hitrost, povprečna hitrost, srčni utrip, kadenca. Na tretjem zaslončku imam prikaz zemljevida. Pride včasih prav, da se lažje znajdem po kakšnih ulicah, kjer vozim manj. Na četrtem zaslončku je pa prikazan vzpon v živo. Zdaj trenutno se vozim po ravnem, tako da ni videti nič. Na konkretnem vzponu pa lahko vidiš procent naklona. Jaz sem si pa od spodaj nastavil še srčni utrip. Vse te zaslončke je možno poljubno prilagajati, dodajati podatke po želji, dodajati nove zaslončke. V glavnem super zadeva, prilagodljiva v nulo. Kadar uporabljaš pa navigacijo, ni važno, na katerem zaslončku si, pred vsakim zavojem, ko pride navodilo od navigacije, se na zaslonu pokaže zemljevid. Kar pa se tiče kadence, ugotavljam, da je moje povprečje tam okrog 70. To me je presenetilo, ker sem mislil, da je več. Nekje tista pravilna kadenca naj bi bila okrog 90 vrtljav na minuto. In jaz sem bil prepričan, da sem bližje tej številki, kakor se je pokazalo v resnici, da sem. Zdaj pa ne vem, če je kdo med vami strokovnjak za rekreativno kolesarstvo, a je 70 ok ali ni, a bi mogel kaj delati na tem, da bi jo zvišal ali zmanjšal. Mi pa povejte, jaz zaenkrat se počutim tako ful udobno in zdi se mi, da se vozim tako, kakor mi najbolj odgovarja. Mi pa ni dalo mira in sem se odločil, da bom še enkrat preizkusil navigacijo približno 20 km od doma iz Italije. Seveda sem že v prvem krožišču namenoma zavil drugam in opazoval, kako se obnaša navigacija. Lahko bi rekel tako, za razliko od Google Maps, ki takoj preračuna novo pot, je Garmin kar precej vztrajen pri tem, da se polkrožno obrneš
in vrneš na tisto traso, ki si jo je on zamislil. Je pa res, da če nekaj časa ustrajaš, v enem primeru je trajalo tudi 2 km, potem pa je preračunal novo pot in me usmeril spet proti domu. In jaz sem to probal večkrat, včasih je prej preračunalo novo pot, včasih kasneje, ampak vseeno jo preračuna in najde. Pri vsem tem je mogoče najbolj nerazumljivo to, da te hoče polkrožno obrniti, tudi kadar se pelješ v smeri direkt proti svojemu cilju. V tem primeru bi se dalo navigacijo sigurno izboljšati, ker če se pelješ proti svojemu cilju, bi on mogel takoj najti tisto pot in te usmerjati naprej. Veš, recimo tukaj, ne? Direkt proti Solkanu se peljem, on pa hoče naj čez 400 metrov polkrožno obrnem. To je sigurno napaka, ki bi jo Garmin lahko popravil. Ja, zdaj čist na koncu te ravnine, po parih kilometrih, je komaj najdel pravo pot. Če bi bil kje na nepoznanem terenu, kje na dopustu v tujini, bi sigurno že zdavnaj obrnil, ker ne bi mogel zaupati, da se peljem prav in bi rajšil Bogov Garmina. In pole mi ni dalo mira in sem se ustavil v ločniku, tam na koncu tiste ravnine, preveril nastavitve navigacije in sem ugotovil, da je tam usmerjanje glede na minimalni čas. Tisto sem popravil, naj minimizira razdaljo in takrat se je navigacija začela ful logično obnašati. Preračunavanje je bilo dosti hitrejše in pot je bila skoraj izmeraj pravilno speljana naprej. Zgodilo se je, da me je hotelo polkrožno obrniti, ampak to je bilo dejansko takrat, ko sem se res peljal proč od Solkana, kar je logično, če minimizira razdaljo. Ampak, kakor sem se približal enemu večjemu križišču, me je speljalo prav. Ne bom lih rekel, da sem zgruntal navigacijo, ampak zdaj se obnaša skoraj tako, kar bi se meni zdelo najbolj pametno. Sploh tukaj noter po mestu, po Italijanski Gorici, sem mu res delal probleme. Skoraj na vsakem križišču sem šel narobe, ampak se lepo obnaša zdaj. Sem prav zadovoljen. Ja, super, na koncu se je prav redo izteklo. Zdaj bom dosti bolj suvereno uporabljal to navigacijo. Sem res zadovoljen, kako se obnaša. Včerajšnjo in današnjo vožnjo bom dal od spodaj v opis videa. Hvala vam za vse všečke, za komentarje, za kakšnega novega naročnika. Želim vam srečno vožnjo in se vidimo prihodnjič. Čau!